V tokratni oddaji Klepet ob kavi preverimo napoved jasnovidke za leto 2018. V naši družbi bo Elena Sofija Seničar. Kako pa preživeti praznike brez dodatnih kilogramov? Simon Godina nam je zaupala nekaj krasnih nasvetov, predvsem pa uporabnih. Da pa bomo letos pod božično smrečko postavili kaj uporabnega in koristnega, vam danes zaupamo nekaj dobrih predlogov za zdravje. Hvaležno pozdravljeni, ljudi že od nekdaj zanima, kaj se bo zgodilo naslednje leto, naslednji mesec, naslednji teden in tako naprej. In v oddaji Klepet ob kavi redno ob koncu vsakega leta gostimo različne ljudi, ki iz različnih področji malce pogledajo, kaj se bo zgodilo, kakšne potenciale ima naslednje leto. In ravno zaradi tega sem se odločila, da tudi letos v svojo družbo povabim Eleno Sofijo Seničar, ki jo mnogi poznate kot jasnovidko, pa vendar je energetska oziroma energijska terapevtka, pisateljica, svetovalka in tako naprej. Točno v pravem času je že tukaj. Elena, kar naprej, dobrodošla. Pozdravljena. Kako si? Super, fajn. Hvala za povabilo. Seveda. Dajva si pripraviti čaj. Gremo. Ja, ampak japonski čaj, ne vem, če si že kdaj poskusila, matcha čaj? Ne. Nisi? Ok, vse enkrat prvič. Danes nam boš razložila, kaj se bo zgodilo v letu 2018, ampak še pred tem, kaj si ustrezno napovedala v 2017? 2017 leta bilo zelo zanimljivo. Najbolj odmevno je bilo to, da v letu 2017 sem napovedala, da Slovenija bo zmagala v Eurosongu in to je bo ženski glas. Vendarle smo zmagali, ampak to je bil pevski zbor ženski. Ženski pevski zbor na Euroviziji? Ja. Pa tudi napovedala eno žalostno tako zgodbu, to je bila smrt Gašpera Tiča, katero sem napovedala, da bo en umetnik pa nesrečil, da bo zgodila se ena kruta smrt, nasilna smrt, ampak jaz sem razmišljala, da to bi bilo menda prometna nesreča, glede na to, da je imela pri bliski pleha, a nož je tudi pleh. Ja, razumem. To je to. Tudi sem napovedala, da je leta 2017 bo začela se s ognjem in to je bilo ogromno požarov. Leta 2017 tudi, glede toga, da sem rekla, da bo predsednik države ostal se tudi Borut Pahor, to tudi zgodilo. Edino kaj, tukaj sem napovedala, da bo vlada padla. Zdaj sem dojemam, da je padal sistem, kateri je v vladi. In leta 2018 zelo bo politično naravnano. Še preden slišimo za 2018, kar počas. Eni ljudje si zapisujejo te stvari. Zdaj za začetek. Jaz sem dodala zdaj zeleni matcha čaj notri, zdaj dodam vročo vodo in zdaj primeš tole bambusovo zadevo, če bi imela... je tudi v redu, če imaš. In zdaj je en zanimiv gib, veš, gor in dol. Aha. Ja, pa moški so boljši v tem. Joj, Jasmina. Gor in dol, da se mečkem pensa naredi, kar hiter moraš, veš. Hiter. In pol še takle malo dvakrat okrog. In evo, to je to. Zdaj pa kar primi svoj čajček skupaj s podstavkom, veš, ki je pa posebej, pa kar greva, ker 2018 me zanima, kaj se bo dogajalo, kateri so tisti potenciali, glede na to, da spremljam in vidim, da res ogromno tvojih napovedi se je uresničilo. Se pravi, 2018 za Slovenijo in za svet nam boš zaupala, praviš, da bo precej politično obarvano? Ja, zelo. No, predtem jaz bi želela povedati, zakaj nekateri so mene rekli, da sem jasnovidka. Problema je v tom, da ja imam po kliničnoj smrti, po tom tragičnem dogodku, kateri sem ja doživela, dobila sem eno sposobnost brati informacijo iz energetskega polja, bi rekla takole, iz matrice
energetskega polja, ki je zapisana na nek način matrica naše preteklosti, sedajnosti, budućnosti. Tu informaciju i te sposobnosti sam upotrebljala preko svojih terapij, upotrebljajem energetsko oglaševanje telesa, da pomagam ljudem. I te sposobnosti nekako šlo na to, da snimim informaciju s človeka, snimim informaciju tudi o naslednjem letu, ali recimo za bližajših 10 let. Recimo, leta 2018 bo zelo politično obarvano, tak как я sam rekla, da leta 2017 je bilo rušenje sistema v vladi i tukaj dalje naprej bo, nekako bi rekla, velika krigorija. Vplot do toga, da bomo doživeli, da bomo videli na nek način pretep med sabo naših politikov. Imam tako napoved, da to, kar tiče politiki, recimo za Karla Rjavca bi rekla, хотя видите, я в политику не лезем, ampak za Karla Rjavca bi rekla, bilo bi zelo lepo, da če bi on tak elegantno umaknil se iz politike, na osnovi toga, da bo doživel šok, da bo njegovi že kolegi bo nekako porinuli v stran. Так nekako izdaja bo. Da, izdaja bo, katero oni pričakujejo. Glede našega Cerara, jaz ne vidim, da on zmaga naprej, ker to je v tom obdobju, v katerem on nahaja zdaj, to je nekako bilo prihodno obdobje. Bi rekla takole, v Rusiji bil Jelcin, da, prihodno obdobje. Ampak ni nočem reči, užaliti ali karkoli. V tako približno prihodno obdobje, kaj tiče Cerarja. Хотя veliko on dela za nas neke dobre poteze, ampak rabil bi podporu. Tudi recimo za Janšu bi rekla, dolžen mal paziti glede kriv, vse, što povezano s krivjo, krivni otok, v bistvu srce. Aha, se pravi na svoje zdravje? Na svoje zdravje, ja, to, kar tiče srce, ožilja, pritok krvi. Pritok krvi. Drugače, leto 2018 bo zaznano takoj po potresah. Potresi? Potrese, ogromno potresov, kateri bo nosili svoje posledice. Recimo, vse to, kar smo črpali iz zemlje, recimo premog, nafta, plin, te praznine, katere ostajajo, te praznine, katere niso zapolnili, se bo sprostilo. Sprostилось, in to bo zemlja nekako šla dol, kak pri potresah. Se pravi, dobro? Da. Zna biti nekaj... Ampak to velja za Slovenijo ali za cel svet? Za cel svet, ampak za Slovenijo nekako ja bi poudarila, da bi zna nekaj zgoditi to, kar tiče Velenije. Velenje? Da, Velenje, premog, ki je pač rudarje. To je za Slovenijo. Tudi potrese, kak sem omenjam, pa s vodoj tudi povezava. S čim? Voda. Voda. Tudi s vodoj povezava. Pol bi rekla še za leta 2018 glede Kitaja. Kitaj zna zelo resno ogrožati... Kitajska zna zelo resno ogrožati Evropo in nasplošno. Ker pogledajte, on je najbolj tihi. A kako reče prigovor, da v tiha voda bregove dere. To je to. In zna biti sa strani, recimo, ameriškega predsednika, tudi nekaj vrste ukrepe, sankcije, to, kar je povezano s Kitajem, pa Rusija tudi bo tukaj podržala, pa bo pridružila se. To je to. Na korejskega predsednika tudi zna biti en poskus napada. Najbolj še zanimljiva bo v letu 2018,
To je smrt v britanski družini. Smrt v britanski družini? Ja, v kraljevski družini. Wow. Nadaljujeva s tvojimi napovedi za 2018. Moram reči, da spremljam tvoje napovedi že precej časa, še nikoli niso bile tako jasne, tako direktne in tako konkretne, tako da svoj dar zares s pridom uporabljaš. Tale trenutek pa, očitno je fajn, da se pripravimo na leto 2018. Dajmo pogledati aktualne dogodke, ki jih pripravljamo za vas. Energijske priprave na leto 2018 bomo s praktičnimi vajami in zvočno kopeljo z gongi, šamanskimi kristalnimi instrumenti izvedli v četrtek, 21. decembra ob 6. popoldan v Ljubljani. Sobota, 20. januarja je rezervirana za celodnevni seminar Obilje v Ljubljani, poudarek na osebnostni osvoboditvi. Ne zamudite dneva, ki lahko korenito spremeni vaše življenje na bolje. Takole, v naši družbi je danes Elena Sofija Seničar in zaupa nam napovedi za leto 2018. Kar konkretne zadeve si že omenila, smrt v kraljevi družini, možnost atentata na ameriškega predsednika. Ne. A ne? Ne, na katerega? Ameriškega. Na korejskega. Dobro. Gospod Janša mora paziti na krvni obtok v telesu, veliko potresov v naslednjem letu. Kako pa se bo dogajalo, oziroma kaj se bo pa dogajalo v tisti najbolj osnovni celici našega sistema, naše družbe, se pravi v družinah? Družinski zakonik zna spremeniti se. To je, kaj tiče novih zakonodaj. Tudi bom rekla, glede zdravstva, da tukaj bo Slovenija zelo fajna v določenih novih inovacijah. V smislu tehnologije ali tehnologiji in zakonodaja bo začela menjati tukaj. Zelo pozitivna za Slovenijo. Bravo. Za družine ogromno ločitev bo. Ženski bo pobudnici teh ločitev. Bo neka vrste tekmovalnost. In ogromna tudi bo porok. Porok. Ja. Ločitev veliko, porok veliko. Ja. No, evo. Ampak tukaj už mal preskok na leta 2019, baby boom. Baby boom? Ja. Ok, 2019, baby boom. Ja. Bom si zapisala v koledar, če ujamem. Ja. Pa še bo zelo zanimljiva, nove stranke bo, politične stranke, ker to je politična bo obarvana leto. Nove stranke, tudi mladih, katerih nekoč sem napovedala. In zanimljivo je to, da na splošno Slovenija bo končno šla v pravo smer. Končno bomo na nek način zadihali. Biznis, kateri ljudi vkladevali v letu 2016, 2017, če si spomniš, sem napovedala, da fajn, da ljudi odpirajo firme, da grejo svoje biznese. Te ljudi, kateri bo odprli v 2016, 2017 in v 2018, 2019 bo obrestovala. Zdaj leta 2018 bo začeli pobirati nekaj vrste plodove. Plodove. Ja. Se pravi, trdo delo bo v naslednjem letu poplačano. Ja, zelo lepo. Tudi v državni proračun bo priletela ogromna denarja. Se pravi, bomo lahko začeli delati na kvaliteti življenja. Ja bi rekla tak, bila bi zelo fajn, da bi to denar bi šel pol nam, recimo ljudem, kateri so zaposleni. Glede zdravstva tukaj bo tudi ogromna sprememb. Kakšno naravno katastrofo ravno v Sloveniji ni za pričakovati? Ja imam občutek, da je večji potres bo v Sloveniji. Večji potres? Večji potres bo v Sloveniji. Veste kaj, ja nisem taki človek, da bi zastraševala ljudi, daleč od toga. Ampak določena nekako narava bo nam pokazala in bo nas postavila v tako obdobje, da mi ljudi začnemo razmišljati. In povezovati. Da, ni materialnosti vse v našem življenju. Obstaja neki tukaj duša, sočutje, pomoč. To je najbolj pomembno. Tudi zna biti v Ameriki neke vrste vulkane. Nekaj da bruha. Da, nekaj da bruha, to je to.
Mogoče, glede na to, da imaš pač dostop do tega vira informacij in tako naprej, glede tega potresa si mogoče kaj tak začutila, v katerem delu leta, ali je to mogoče pa zdaj že preveč? Tukaj bolj prva polovica, druga polovica? Poglej, že zdaj Slovenijo treseti. Razumeš, zna biti zelo močen potres. Ali to bo v pomladu, ali to bo jesen. Pomlad ali jesen? Ja, nekaj v takom obdobju. Veš kaj, poanta je v tom, da določena je dimenzija, kam ti recimo tak mal pakukaješ. Zadeva je v tom, da tukaj nima časovnosti. Ni časa. I če bi jaz zdaj povedala za neku časovnost, to bi bilo nepošteno, ker tam je čas mal drugače razmatrivajo. Vem, da je bo približno nekaj zgodilo se, ampak ne morem reči natančno, v katerem predelu to bo zgodilo se. Je mogoče ravno Velenje, Rudnik, ali tam bo nekaj drugega se dogajalo? Nekaj bo povezano s Velenje, ali mogoče kakšen v rudarstvu neka nesreča, ali še nekaj. Morda to je bo udar na to, da bi opozorila na nek način na vodstvo, na razmerja, v katerih so delajo. Nekako takole bo. Ampak poglejte, ja nisem politik, to ni odvisno od mene. Jaz sem samo povem neke zadeve, a dalje človek sam odnese od sebe informacijo, kaj on bo naredil, ukrepal. Že prejšnjo leto ali 2 leti nazaj si omenila, da enkrat Slovenija bo imela mlado žensko predsednico. Ja. Kdaj pa to lahko pričakujemo? Ja, imam občutek, da zna zgoditi po Pahorju. Po Pahorju? Ja. Zdaj bo stabilizirala se vlada. Zelo bo problematično, glede toga, da ponovno stranke ne bo nikako usklajevali, ker tam je odzadje svoje. Imam občutek, da po Pahorju pol bo Orng zadeve razvili na boljš. Kakšna večja zmaga si jo lahko obetamo, recimo, v Sloveniji? Kot prejšnjo leto, ko si napovedala, ustrezno napovedala zmago na Evroviziji ženskega glasa in res je ženski slovenski zbor zmagal na Evroviziji? Tudi za leta 2017 sem napovedala, da je Slovenija bo zmagala v košarki. In to je bila največja euforija. Veš kaj, jaz sem poznam Slovenijo, kada Slovenija osamosvojilась 21. leta, kdaj vsi so bili skupaj, kada vsi združili se. Veš, vsi Slovenci bili jedini. Tak bilo pač zdaj v košarki. Vsi smo bili jedini, vsi smo bili... Enosti. Ja, enotnosti. Jaz bi želela, da je zdaj ta enotnost nekako tudi i v politiki zdaj bo tudi izkazala se, da vsi smo nekaj podržem, da neko spremembo za sebe naredim. Drugače, to, kaj tiče takovoj zmagi, rekla bi takole, da je pri športnikah zna dogajati ogromna krivice. Ogromna. Ja, imena slovenskim športnikom. Zakaj? Zato, ker pač zaradi nekih substancij ali bi rekla, da že v športu določene afere glede denarja. Ogromno lahko to zgodica. In mi bomo na svoje lastne oči videli krivico našim športnikom. Ampak kljub temu, mi smo šli bomo naprej. Ja, sej, druge ni, ne? Kot da gremo naprej. Ampak nasplošno to, kaj tiče Sloveniji, nam zelo dobro kaže. Zelo dobro kaže. Odlično. Najlepša hvala za vse te informacije, ki si jih posredovala. Ja, super, ko se bojo pa kamera ugasnile, bom pa še kaj zase vprašala. Ja, določene politične afere tudi bo prišli na planu. Se pravi, kaj se je minulo? Da, kak minulo dogajалось. Zna glede elektrarni tež tudi nekaj izpliti tukaj. Elena, Sofija, samo še to me zanima, kaj si boš pa ti letos podarila za december? Verjetno tudi sebi kaj podariš. Kaj si boš letos podarila? Jasmina, en lepi, dobri, kvalitetni spanjec. Dobro. Res, samo to, res, od živa resnica. Samo da bi naspala se. Odlično. Evo, nekaj, da boš boljše spala, mača čaj zate. Zmešaj si ga z mandljevim mlekom, ti bo bolj okusno in uživaš ga dopoldan, da boš zvečer potem tudi lažje spala. Hvala, Jasmina, in klepet ob kavi. Tudi jaz
si bom podarila en fajn spanec. Tako da letos je to in, a ne? Da se dobro naspimo. Najlepša hvala še enkrat. Elena Sofija Seničar je bila v naši družbi, mi pa vam bomo v novoletni oddaji predvajali izseke tako napovedi za 2018, se pravi od Elene Sofije Seničar, tudi od numerologinje, tudi od astrologinje, tudi od karmičnih svetovalk. Skratka, pogledali si bomo leto 2018 iz vseh strani in jaz že malce napovedi poznam, nekaj vam povem. Šokirani boste nad tem, kako govorijo ene in iste stvari, samo skozi drug besednjak mogoče oziroma skozi drug način interpretacije. Neverjetno. Sicer pa minule posnetke najdete na www.klepetobkavi.si. Če nimate dostopa do interneta, pa bi vseeno želeli imeti kakšne izpiske iz oddaje, to, kar se tukaj dogaja, pa so vam na voljo naše svetovalke na 02 6200 230. Z veseljem odgovorijo na vaše vprašanja in vam ponudijo vse informacije, ne samo v času oddaje, tudi kasneje in tudi prej. Naj vam bo svetleje. Tako, da se ne pozna, recimo, šminkica tlele gor, kad pijemo. Ja, ker meni se. Ne, tako, obliznaš se, obliznaš in piješ in se bo manj poznalo.